Pa sej, tako če rečemo, zakaj je ta format podcastov zdaj toliko v ospredju, pa zakaj to pridobiva na popularnosti. Jaz mislim, če bi mogel eno stvar izpostaviti, je to avtentičnost. In kaj ste mislim? Recimo v 90-ih je prišlo do nekega preboja ali pa do neke revolucionarne ideje in to so bili reality šovi. In to se je nekdo spomnil in je rekel, vse je naštiman, vse je narejen, vse je produciran, jaz bom šel zdaj v kontravarianto. Gremo mi reality show narediti, da ni scenarija, da noben ne igra, da so to resnični ljudje. Big Brother recimo. Ne? In to je bil boom. Ampak zdaj, če pogledamo, reality šovi danes ali pa še pred leti, Kardashian. Ta hiša, v kateri oni snemajo ta reality show, ni hiša, v kateri oni živijo. To je najeta hiša. Ta hladilnik je tam zaradi product placementa, ki ga je ta znamka hladilnika tja dala. Tako da reality show so spremenili v ne-reality spet. In zdaj vdaje, ki si jih omenil na televiziji, ki imajo tak pridiha, veš, nek gost pride v dnevno sobo, pa kavico imajo tam, pa zdaj mi klepetamo. Se mi zdi, da ljudje tako podzavestno, nekje v zadju, čutijo, da je to neautentično. Čutijo, da je to studio. Čutijo, da to ni pri tej voditeljici doma. Čutijo, da je voditeljica tam zaposlena in da so njej odredili to tematiko, da to ni njeno zanimanje glavno. In se mi zdi, da podcasti so pa kle šli čisto v drugo smer. Jaz recimo doma snemam, to je moja pisarna, to je moja soba, ko nekdo zakašlja, tega ne režemo ven, ko nekdo gre na WC, to se noter sliši, nič ne režemo, nič ne prilagajamo, točem čaj, vprašam, je čaj v redu ali ni, to je vse noter. Pa ne zato, da bi bilo naštiman, da je avtentično, ampak tako dejansko je. Jaz sem se s tem gostom prvič videl takrat in to je avtentičen pogovor popolnoma. In se mi zdi, da ljudje hrepenijo po avtentičnosti, zato ker je naš svet tudi na družbenih omrežjih prežet z neautentičnostjo. Tehnični pokrovitelj Macarol Šova je Volvo.